Gospod Flis, maščevanje za poraz iz prvega kroga je uspelo. Dobro, zdaj, če to bo ravno maščevanje, mi ponovadi se ne maščujemo, ker vemo, da če bi to hoteli storiti, bi bilo ravno obratni učinek. Tako da poskušamo s tistimi, ki smo slabše igrali v prvem delu, poskušamo igrati bolje, rezultatsko, tudi igralno. Danes nam je uspelo, čeprav igra ni bila nekaj posebnega, ampak mislim, da čutimo za seboj tole utrujenost iz tekme proti Kopru. Predvsem po zaslugi izjemnega drugega polčasa je v bistvu prišlo do te zmage. Ja, do zadetka smo nekoliko dvignili tempo, ne dosti. Imeli smo tale zadetek prelep od Marka Drvenška, potem je normalno nasprotnik prevzel pobudo, imeli smo še kakšno priložnost, nasprotnik imeli prekinitve, tako da smo vzdržali do konca in zasluženo zmagali. Zmaga pa še toliko bolj sladka, saj ste jo dosegli proti domnevnemu neposrednemu konkurentu za izpad. Ja, to je zdaj, kar je v bistvu pomembno v tej naši igri, v tej zmagi, v tem tekmovanju. Nekoliko smo se odlepili nasprotniku, ki bo z nami kandidat za izpad in sedaj bomo poskušali to izkoristiti in presenetiti naslednjega nasprotnika. Kljub dobrim rezultatom pa je obisk še naprej skromen v športnem parku v Kidričevem, z izjemo mariborske tekme. Ja, pogledajte, tudi sredi tedna smo, tako da normalno so ti obiski sredi tedna zelo majhni. Upamo, da če bomo dobro odigrali proti Domžalam, da bo potem tekma proti Rudarju Velenje, da bo na tej tekmi dosti večji obisk, kot je sedaj bil. Poraz proti neposrednemu konkurentu za obstanek še toliko bolj boli. Seveda boli. Konkurent za izpad, ne bi se strinjal, vsi smo enakopravni. Kaj reči za to srečanje? Mislim, da smo večji del srečanja kontrolirali igro, prvi polčas in drugi polčas. Vsak imel svoje priložnosti, sploh mi v prvem polčasu strel Podplatnika in Stojniča stativa. Tako da škoda, ker nismo zadeli že prvi polčas, igra se je odvijala na sredini igrišča več ali manj, drugi polčas, 3 minute črne luknje, zadetek in potem smo mi večji del napadali, imeli svoje šanse, ampak res ne vem, kje smo se zamerili, to ponavljam, imamo igro, imamo vse, boljši del obramba je boljši del v slovenski ligi, med 3., 4., zdaj ne vem, ampak tekmujemo, kdo bo dal gol, mislim, kdo bo kiksnil gol, mi res delamo na tej realizaciji, pač ne gre nam, upam, da se nam bo čim prej odprlo, je pa že smešno, kaj kiksamo z metra, pol metra, moram še to povedati, ne glede na sojenje, Aluminij čestitam za zmago, ampak čisti 11 metrov, kaj je bila tam na šturmu, ne vem, smo toliko majhni v slovenskem prostoru ali kaj, tako da to je moj pogled na tekmo. Točke iz minulega kroga proti Celju je sedaj nekoliko zbledela, ne? Ja, gledajte, zbledela, proti Celju smo igrali najslabšo tekmo v prvenstvu, pa smo osvojili točko. Danes smo se dobro predstavili tukaj v Kidričevem, imeli igro, imeli smo vse 0-0, imeli svoje priložnosti, nažalost nismo jih izkoristili. Nogomet se igra za gole in za točke, tokrat nismo jih odnesli, upam, da jih bomo sedaj pred Koprom doma. No, prvenstvene razpredelnice je ponovno precej blizu. Sedaj ne vem kako, ja seveda, mi smo tudi prišli v prvenstvo kot glavni outsideri, moji fantje so amaterji, igrajo pa lahko rečem kot profesionalci in mi vemo, kaj hočemo, mi lovimo 9., 8. mesto, jaz se ne bojim po prikazanih igrah in vseh teh rezultatih, kakršnekoli so bili, da smo izgubili 1-0, verjamemo v boljše jutri in mislim, da bomo že proti Kopru odigrali boljšo tekmo in točke dobili, ne glede kakšna bo igra. Še to bi rad povedal, nas je res tale sreda, pokal, prvenstvo, sreda, prvenstvo, tako da fanti so tudi zmatrani, kljub temu, da je regeneracija, te službene obveznosti nas tudi veliko stanejo.